V kosovski Prištini so zdravnika in lastnika klinike Medicus Luftija Dervišija zaradi nezakonite trgovine s človeškimi organi obsodili na 7 let in pol zapora. Sodili so mu zaradi nezakonitega odvzema ledvic in njihove prodaje bogatim pacientom. Znanega urologa so oglobili še za 8.000 evrov denarne kazni, še 2 leti po prestani kazni pa ne bo smel opravljati zdravniškega poklica. Poleg njega so na leto dni zapora obsodili še anesteziologa iz njegove klinike. Leta 2008 sta namreč opravljala operacije na revnih ljudeh iz Turčije, Rusije, Moldavije in Kazahstana, jim odvzela ledvice, nato pa jih prodajala in presajala bogatim pacientom, večinoma Izraelcem. Severna Koreja je na svojem jedrskem poligonu razstrelila 3 od 4 predorov, opazovalne stavbe in bivalne prostore. 4. predor je bil uničen že leta 2006. Dogodku je prisostvovalo tudi nekaj povabljenih mednarodnih novinarjev. Celoten postopek je trajal več ur. Medtem pa uradno niso zaznali radioaktivnosti. Novinarjem, ki so želeli imeti ob sebi naprave za merjenje radioaktivnosti, pa so te odvzeli. Že pred uničenjem jedrskega poligona so strokovnjaki opozarjali, da lahko ob tem pride tudi do uničenja dokazov o severnokorejskih jedrskih poskusih in radioaktivnem sevanju. Pa tudi to, da so Severni Korejci že kdaj prej uničili pomembne objekte, ki so jih kasneje tudi obnovili. V mestu Mississauga v kanadski provinci Ontario je bilo v eksploziji bombe v restavraciji ranjenih več kot 10 oseb. 2 neznanca sta vstopila v restavracijo in sprožila bombo, nato pa zbežala. Gre za indijsko restavracijo, ki je bila polna ljudi. 15 so jih odpeljali v bolnišnico, od tega so 3 s hudimi poškodbami. Policija je na Twitterju objavila fotografijo 2 osumljenih moških v jopah s kapuco. V Kanadi je to že drugi napad v mesecu dni, predtem je v Torontu nek moški z najetim kombijem zapeljal v množico in ubil 10 oseb, 15 pa jih je ranil.